zelo lepo priznanje. Jaz sem začel stripe prevajati pravzaprav zdaj že par let nazaj, ampak je en tak poseben način prevajanja, to, ko je zelo drugačen od drugih sort prevajanja. In se mi je zdelo, da mi je kar fajn šlo, dobil sem zelo dober feedback od bralcev in tudi od kolegov prevajalcev in zdaj je to ena taka stanovska nominacija za tako stanovska nagrada zelo lepo. Ja, pravzaprav tukaj sem koliko nominiran za ta prevod Graščine. Poleg tega sem pravzaprav prevajal Stanša Sardina v vesolju od enih podobnih tipov avtorjev, to so vse avtorji francoskega Novega vala. In tako da teh prevodov pravzaprav ni zelo veliko, ker jaz prvenstveno nisem prevajalec, sem prvenstveno avtor stripov, pa organizator stripovskih dogodkov. Tako da vsi ti so mi zelo pri srcu, ker vse te prevode sem pravzaprav sam izbral, sem bil jaz tudi pravzaprav urednik teh prevodov, avtorje poznam. Tako da in Graščina in Sardina sta mi zelo pri srcu, ker je bil tudi občutek nekako, ko sem recimo bral Graščino najprej v francoščini, da je to en tak strip, ki bi ga bilo blazno lušten imeti v slovenščini. In potem je bil, koliko je vedno pri prevajanju pri književnih, se pravi poskusiti, da slovenščina zmore tak tip stripa pač ubesediti. In je potem lahko tudi inspiracija za neke konkretne stripe, ki nastanejo. Zanimiva zgodba je ta, da jaz sem vedno zelo dobro obvladal angleščino, pa tudi nemščino sem imel na maturi, pa potem sem živel nekaj časa v Barceloni, pa sem znal zelo dobro špansko. Francosko sem se pa pravzaprav, čeprav je moja mama uradno profesor francoščine, sem se pa pravzaprav začel učiti šele 5 let nazaj, ko sem hodil na sejme stripovske v Francijo, ki je nekako najbolj pomembna stripovska država v Evropi. In sem tam videl, da s svojim znanjem španščine razumem približno polovico tistih stripov, sem začel to raznim prijateljem brati. So bili oni navdušeni nad tem, potem sem začel z dogodki, ker sem simultano prevajal razne francoske stripe v občinstvu. Takrat sem recimo, da nisem razumel samo še 10% in s časoma sem razumel vse. In zdaj pravzaprav sem res lahko prevajal čist direktno iz francoščine, sem pa vsem za vsak slučaj zelo izkušeno prevajalko Ano Barič-Modr, ki je prejela tudi te nagrade že za odrasle prevajalce, sem imel pa ves čas njo zraven na stand-byju, da je pregledovala moj prevod, pa da mi je povedala, če sem kaj zgrešil. In so bolj našla kakšne take mehne hece, ki so jih recimo tudi prevajalci iz hrvaščine pa angleščino recimo zgrešili. Ja, za Graščino je bilo polno takih zelo zanimivih zadev za narediti. Recimo avtorji so tukaj, ta glavni avtor Louis Trondheim je zelo taki igriv človek, ki se rad si take igrce postavlja, tako kot Raymond Queneau, ki ima ta svoj literarno delavnico za potencial literature, ima on tako za strip in se je potem recimo igral z naslovi, tako da moram reči, vsi naslovi recimo v eni seriji se morajo rimati in potem sem se moral s tem hecati. Mi je on prav pisal, če lahko prosim, da tako da vse rimajo. To je bilo pač blazno luštno. Potem so bili luštne kakšne take razvozlave, ker je tam neka vas nekih sitnih zajcev, ko ne marajo tujcev. To so taki mehni nacisti ali pa mehni mogoče tudi kakšni Slovenci v kakšnih primerih, ki se blazno jezijo, vsak tujec, ki pride, mu rečejo, da smrdi po krompirju in tako naprej. In ime od te vasi sem videl v nobenem prevodu, ni bilo pač v redu prevedeni, smo blazno preiskovali to in smo ugotovili, da je ime te vasi, Zedelko Maksim, pravzaprav premetanka imena za eno hudo zajčjo bolezen, za kunčjo kugo. Za zajčjo kugo in so dala par vasi ime Kuženkunc, ko se nam je zdelo bolj dobro, pa še tako kleno Kuženkunc. To je bilo super, no. Ja, vedno je pač ta isti tip jezika, ki je v stripu, ko mora biti nekako zelo kompakten zaradi tega, da pride v te oblačke, tako da je bolj podobno recimo kakšnemu prevajanju poezije ali pa prevajanju podnapisov recimo. Tako da ta jezikovni del je isti, samo da imaš tukaj pač osnovo, kaj že pomeni. Pa tukaj je bilo treba tudi zelo strati ene stvari. Ta prevod je pravzaprav precej bolj kompaktni celo od originala, ker smo šli na manjši format in je bilo treba pač pravzaprav zelo skompaktirati tekst, ne da bi ukradlo pomen. Medtem, ja, pri ustvarjanju svojih zadev imaš pa tudi recimo zelo kompaktirati. Tam pa tudi napišeš prvenstveno zelo daljše dialoge, ki se potem skrčijo takrat, ko pridejo na dejansko stran.
etimologija jezika, pa te finese, pa to se zelo ne ujemajo. Recimo francoščina ima blazno več teh dvojnih pomenov, nekih kratkih besedic, ki potem lahko se v več stvari obrnejo, ampak pač najdeš neko ustreznico potem v slovenščini za to. Ne? In tudi tukaj sem zelo probal neko melodijo v tej kompaktnosti dobiti, nekaj tazga, da udar, da treč, da pade na uno noto. Tako da je dobro, načeloma tako zgodovinsko je bila slovenščina ponovadi malo problematična za prevajanje v stripu, zaradi tega, ker nam je malo manjkalo neko to umestno polje med pogovornim jezikom pa knjižnim. Ne? Ampak se je to z leti, zdaj se mi zdi prav v zadnjih 20 letih se je to blazno spremenilo, predvsem z internetom se mi zdi, pa z samim medijem tega spletnega komentiranja pa kolumnom pa tako da zdaj imamo pravzaprav en jezik, ki je zelo dobro umesen,